Še probaj malo, no. Da mi napiri čaj, samo kaš mi je dala. Sem ti bom dala, tu pa nikoga ni, če boš to pojedel kašico. Tak, evo, tudi niče. To da bole kaj za jesti. Fino, super. Dobra. Fino. Samo zakasal? Samo zakasal, moram najesti. Gremo bolj na vaje, ne? Opa, vajo že. Tamo pa Z Davidom greš. Kam munco pamate? Ne vem, Mam bunico pamate. Dobro, adijo, pride, adijo. Mam bunico pamate. Zgoraj, tu imaš majčko. Nisem šel v but. Kaj pa gremo nazaj? Ne, v but še nisem. Ja, gremo po David, prosim. David, samo če boš mene malo počakal. Počasi, bom te počakal, seveda. David, samo če boš mene malo počakal. Bom te malo počakal. Hej, David. Če boš mene zavezal. Bom ti zavezal. Samo moraš se obut, ne? Ne, meni se malo dremle tu. Res da. Kje pa še imam enega? Evo. Eto. Ne gre meni. Ne gre. Samo če bo šlo. Že te kjer hvali? Ja, točno. Samo kjer še te manjka. David. Ja. Samo te še te kjer hvali? Ti še hvalijo, ti si prvi danes. Bravo. Bravo. Evo jo še, zdravo. Zdravo, Tanja. Pridi, Tanja, se gremo obut, pa bom dogor, pa gremo. Si Tanja, radi? Ok.
Raz, dva, pet, pa. Ja. Ide se sleš malo. Oba. Bojo prišli, gremo nazaj. Gremo tu Samo, nazaj. če bodo prišli sem. Ja, bojo prišli sem. Ljubega, že? Pa kaj fali? Stolov? Nič ne fali stolov, da se lahko vsedeš. Bravo. Kaj stolov fali? Ne, dovolj. Ravana kao? Ravana kao pa zdaj delali. Vadili za igrico. Vsega se je tukaj zdaj. Si prišel? Prišla. Reda. Si se najeda? A je zdrav riba. Dobro, zdrav pa si ko riba. Da hodimo vsem. Kaj pa je to se? Kaj je? Posla je to za princesko. Tu doli nekaj fali. Dobro. Ja, ker včeraj je bilo tako zelo bogo, veš, ker so bili bolani, vse dan so tudi nekaj, ne, izpada kar, ne. Dobro. Ja, važno. Ja, že nam se tudi. Ja. Tudi? Pride, Vesna bi bila že zdaj tukaj, ampak so se eni starši najavili, da pridejo danes do poldan. Super. Danes ni ponedeljek, danes je torek, pa se bomo vseeno zmenili, kaj je bilo čez vikend, ne? Oziroma, kak ti pelješ? Marko, najprej se pozdravimo. Ja, to sem se mislil. Mačko se lepo pozdravimo. Aha, tako, točno. Prijemo se za roke. Dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Slavica. Te pozdravi Tanja naprej. Tanja ti pa se Petra. Dobro jutro, Peter. Peter. Lara. Pozdravi Lara, Peter. Tak, ja. Lara, ti pa Pozdravi mene. Lara. Kako boš rekla, dobro jutro, Ljubinka? Dobro jutro, Ljubinka. Dobro jutro, Marko. Dobro jutro. Ti pozdraviš Valerijo. Valerij, pozdravi. Nič Valerija. Valerija mene pozdravi. Dobro jutro. Jaz še zdaj, dobro jutro, gospod kralj Ivan, kot noben ne fali. Ivan Grozi. Vsi smo tukaj, ne? Ja. Mi si bila pauza, kaj te zdaj, kdaj smo imeli zadnjo predstavo? Zadnjo predstavo smo imeli začetek junija, 7. junija. In pol juni, juli, avgust, september, oktober. 5 mesecev nismo imeli nobenih vaj, nobene strukture, skoraj 6. Ja. Če je bilo to junija. Ja. In to je ogromno. In kak so se eni stvari vsedli, ne? Telovadnice smo, veš? Telovadnice smo. Tukaj. Halo. Ova. Pero, kaj zdaj? Andreja, to jaz niti ne znam. Lara. Znam in kuha. Čakaj, še daj tako rada. Kaj še rabimo? Princ pa čarovnica k meni. Princ na eno stran, čarovnica na drugo. Me slišite zdaj vsi? V redu, danes bomo to poskusno probali. Dolgo nismo imeli vaj, ne? 4 mesece. Je res? Ja. Je kdo od vas kaj pozabil že? Ne. A ne? No, bolj bomo pa zdaj to videli, kako to zgleda. Jaz sem nekaj sigurno pozabila. Ne bi nič začetka, da nas malo greš. Bom jaz kričal. Evo.
odplešete stran, vile ostane okoli nje, Lojz pride na sredino, Nataša, vile pomagate past princesi, da se ne bo stegnila, on jo zabode. Ja, okej, gremo. Zadaj spija. Ki jo češ, jo pikni, boljše spredaj pa zadaj, ne? Dobro. Potrudi se malo. Anja. In tega, malo mi daj na tiho. In tega usodnega dne kljub straži vseh bil sveta, udari coprnica stara, strela zima. S tropenim bodalom zabode princesa, se zavrti in izgine v tla. Se boš malo bolj više. Joj, ljubo princesa, če bo to šlo tako počasti. Okay. Tu. Ko se te vila dotakne, zvezdico zaspiš in se vležeš na tla, dobro? Andrej, si slišal? Ok, zmenjeno? Dobre vile, žalost zajame, svalčko čarobno, vse prebivalce gradu. Tanja. V spanje. Anja je milo, da ti pa. Kraljico, moraš spavati po mene. Da, Klara zaspiš. Klara zaspi, kraljica zaspi. O, kak je zaspana. No, Andreja tudi moreš. Tanja, Andreja tudi moreš uspavati. Glezaj, obe moreš. Ja spim, zdaj pa gremo dol zodra. Lara, ti pa si mirna. Andreja, Pridi k meni, k meni. Pa videlo se je pa res tisto tipično, danes tudi, da niso imeli sigurnosti, zelo hitro so vse naredili, samo da opravijo tisti svoj del, ne, niso si vzeli tega časa, da bi bili na odru, da, ne, imeli so občutek, da so že ful dolgo, Lojz je prišel, zaštihal, se striga za suho, pa je bil že dol, jaz nisem uspela nič povedati, ne. Dosti manj prostora je, pa v bistvu na nek način so želeli danes samo preveriti, če je to, kaj morajo narediti, ne. Ni šlo za samo neko kvaliteto, za neko vživljanje v neko vlogo, ampak zgolj samo zum. Pa si ti zadovoljen svojo igro? Pa v redu. Bo. Ja, jaz tudi. No, jaz sem zadovoljen, ker lahko tu ubijem princeso. To pa vidim. Tak je to. Ja, kaj pa Lara? Kako si lahko zadovoljen, da lahko princeso ubije stranko? Ja, tak je to. Ja, Drug teden se bomo bolj predstavili na oder, ne? No, tako da drug teden se bolj predstavimo na oder, v bistvu orientacija bo enaka, kot je tu, samo rotirala se bo. In Lara in ti, ki so, moramo narediti improvizorično, oni pridejo nekako izza zavese, ne? Izza zavese, tako da je treba tu jutri postaviti ene prepreke, da bodo oni vedeli, da Marko dobi ograditev, kje je odrska, konec, začetek in te stvari. Ja, ker drugače bo spet problem, ker sem ga, spomnite se, 2 tedna sem ga jaz lovila, časovno nima pol orientacije, ne, ti pa mi enkrat čisto dovolj, pa drugič. Hodo je danes med nami, sem zaradi tega, ker je navajen med publiko hoditi, ne? Ja, ampak ti inserti, ki so nekako cimentirani, ampak je pa problem, kar se tiče orientacije prostorske, ne? In ne smemo ga srati. Danes smo naredili eno tako improvizacijo, kar dobro, ok, včeraj smo jih že malo potegnili za samo skupino, da se skupina spet poveže, zato je bilo pomembno, ne, da oni pridejo skupaj, pa tudi če samo kavo spijejo, pa tudi če nič ne delamo, oni morajo biti prisotni kot skupina, oni morajo spet to dinamiko zahakljati, da bojo drug drugega podpirali in da se bo v bistvu improvizacija sploh odprla, da bojo začeli spet igrati med sabo kot tim, ne, in zato je treba ta čas koristiti. Lara mora biti absolutno zraven, ko se bo korona delala, zato da bo njo malo bolj čuvala, ker drugače bo ona čez 2 dni zasuhala nekaj, ali če bomo naredili korono, ko bo malo bolj, ne, in bo spet crknila korona, ne. Tako da to.
V glavnem pauze, ali bojo namenjene kavi, naročilnico dobimo podpisano, se že sestavlja jutri, jo bom nesla, nijam danes časa, da podpišejo za kavo, za mleko, za smoklje, zato da bo neka stimulacija, ker to njih tudi povezuje, mi to moramo imeti. No, kaj se hoče reči, od jutri naprej mora biti fiksna postavitev. Fiksna, ne, da mi ne smemo živeti tako hipotetično več, aha, tu bo pa Peter, aha, tu bo pa oni, aha, tu bo pa tisti. To mi moramo vedeti, kje oni so in posameznike nameščati tam, kjer oni stojijo. Ne? Ker to ni nič ne pove, če rečemo, tu bo pa tisti, pa bo nekaj dvigno, ti pa tu dvigni. Ti tu dvigneš, tisti, ki pa bo nadomeščal, bo pa tak nekdo od nas, pa ni to potrebno komentarja, ne? Ker jih s tem samo zmedemo, ne? Valerija pa Ljubimka sta za kulisami. Za kulisami, dajte to od vsega začetka, ker tako se bo navadi, tako bo. Kraljica. Malo še počakaj, malo kasneje, pusti, ko bo Ivan šel. Bo ga treba poslati na stol, ja, to bomo ti dali rajši sem. Ko prideš sem, Ivan! Ko prideš sem, kaj je to? Kaj je to? Kaj imam v roki jaz zdaj? Pa tu sem pusto. Tu si pusto, ja pa tvoje je to, ti si kralj, dobro je zdaj. Kak si pa ti? Jaz sem v redu. Pridi, glej. Ne vem, kje, samo ne vem, Glej, to je stol. Je stol? Ja. Pa ni navaden stol. Kaki stol je to? Kdo tu gor sedi? Jaz. Ja, kdo pa si ti? Ivan. Pa ja, pa koga pa igraš? Ne, nisem nekaj, kaj bom. Še ne veš, kaj boš? Ti si kralj. Si kralj? Ne, ti kak. Jaz si vredi, no. Ti si kralj in se sedeš na stol, ja? V redu? Kaj? Tako, to pa je žezlo tvoje, v redu? Pa še kjer je fali? Ja, kraljica. Bilo je mnogo let nazaj, v deželi sonca in sanj. Višave tam segal je veličasten grad, v katerem živeli so kralj, kraljica in dvorjani. Kralj in kraljica se iz srca ljubila sta. Samo brez otrok sta bila in zato zelo žalostna. A nekega dne kraljica lepo dete princesko rodi. Njuna žalost pa se v nepopisno veselje spremeni. Veliko slavje. Ne, če me mnogo spomnim. Kaj pa zdaj, bomo lahko plesali? Ob rojstvu princese zajelo je kraljestvo. Daj malo pomiri.
Ti si prehiter. Tu bo treba malo pomagati. Potem na koncu pride do tega, da Vida vzame zdaj zibiko, ne? Vida, ti vzameš zibiko na koncu, ja? Tu bo se treba spustiti, ja? Najboljše, da date vse palčke njej, ti držiš palčke, vsaka bo za nekaj zadolžena. Ivan, halo, spet ti, poslušaj. Ko jaz berem, mene poslušaj, kralj se je razjezil. Kako pa se je razjezil? Zato, ker je cobrnica prišla tu uročiti tvojega otroka. Ja? To je cobrnica, je? Poslušaj, njega gledaj. Ko jaz rečem, kralj se je razjezil na cobrnico, gledaj, na cobrnico se... Njega, gledaj. Na cobrnico, ja, se moraš razjeziti, v redu? Ja. Velja? Na pode. Razjezil. Zakaj se moram razjeziti? Vem, da je to tebi zelo težko. Treba je nekaj razumeti, da gre pri določenih za zelo, zelo težko podoživljanje nekih občutij. In Ivan se zelo težko razjezi, ne? Samo zakaj? Ja, pa tak pač je zdaj napisano. Probaj. Kako bi se razjezal? Kako bi se ti razjezal? Samo če mi bo pasalo. Ja, ne vem, če ti bo pasalo. Probaj. Samo glej, pa bomo tako rekla, ne rabiš se razjeziti. V redu? Samo zakaj pa ne? Ja. Joj, če se... Kaj zdaj se bi ali se ne bi? Samo če smo malo tu. Boš še tu. V redu? Glej, ko jaz rečem se razježi, ti samo dvigni žezlo. V redu? Tak. Gor držiš, ja. Razjezil in staro coprnico na podiju. Ko jaz rečem na podiju, Lojs, takrat ti greš. Nič se ne vrtiš zdaj. Vrtiš se pol, ko jo ti zaštihaš. Ti se nič ne vrti zdaj. Ko on dvigne žezlo, jaz preberem staro coprnico na podiju, takrat zvis dol. Tako. Ja? V redu? Nazaj. Tako je kraljestvo živelo naprej. Slogi ljubezni in veselju k želji tej. Princesa se je igrala in plesala. Pomlad, poletje in z njo cvetje spremlja prelepo princesino petje. Veliko jesenskih in zimskih dni, toplini in sreči, princesa živi. Ne, nima ona tajminga, ne, ona ne more, ne. Bomo dali eno medialno sredstvo za to, da bo ona prišla Valerija, ker to lahko traja do 6 popoldne. Opa, bomo dali rožice, da ji naredimo pot, pa boš ti lepo rožice pobirala. Princesa se je igrala in plesala. Pomlad, poletje in z njo cvetje spremlja prelepo princesino petje. Veliko jesenskih in zimskih dni, toplini in sreči, princesa živi. Pomembno. Zunaj je dež, drugič, tu je strašno vroče. Ja? In zelo, zelo dobro oni zaznavajo, ne, se odzivajo na vremenske spremembe in na vročino in na vse skupaj. Ne? To je dejstvo. In danes so vsi malo, vsakemu bi pasalo, da bi bil na mesto princeske. Ne? Tebe boli kaj sladica? Nič. Tebe? Tudi ne. Ivan, kaj tebe boli?
Tu te boli? Še žezla, težko žezla. Lahko žezlo, mogoče pa zato, ker je tako... Ne, pa res. S kavico? Bo kavica rešila kaj? Ja, če bo. Ja, če bo keks zraven, ne? Princeske. Ja, fajn so ti. Zunaj recimo že 20-30 let sigurno, če ne več, ne, igrajo v normalnih teatrih. Ne. Holandija ima to razvito skozi. Oni so na normalnem sporedu gledališča. Ne. In to je nekaj čisto drugega, samo oni imajo tudi centre za kreativno terapijo. Ne. Mi pri nas smo se zdaj zaenkrat premaknili, bom rekla, do te veje, da naša znanost dopušča pomoč z umetnostjo ali pa kreativno terapijo pri nas do te mere, da se uporablja kot njen vidik procesuiranega dela. Se pravi, da ni bistveno samo kaj nastane, ampak da je bistven ta proces dela, to, kaj mi delamo. In zaradi tega nekako sami terapevti nismo bili deprivirani v smeri sredstev, nekih scen, da bi to dograjevali, ker je to pač neke vrste samo pripomoček. Ne? Nam je to smisel same igre, da se oni, ne vem, da se čim boljše počutijo, da živijo pozitivna čustva, se lažje identificirajo, pozitivno sliko o sebi, da se komunikacija razvija v skupini in tako naprej. To so vsi ti smotri, ki jih mi potegnemo ven kot terapeuti, nasploh iz tega. Ampak vedno pa za improvizacijo nastane neko delo, neko igrano delo, ki bi pa mogoče zdaj bil tudi naš čas, da to skoristimo in to postavimo na oder. No. Ja, Marko. Koliko pa se jih je? Ostali pa so vsi tukaj, da vsi lepo sedijo tam. Šla videla, kako se sedla? Najboljše, da en keks probala. En keks bi probala. To boš pa probala, en keks, če je dober, ne?
tebe paše, vidiš? Samo če si mi fajn. So ti fajn, ne? Ja, fajn, da so ti fajn. Ne, Kaj zdaj? Kaj me moraš za roko Ne. držati? Če si mi kaj premali. Niso ti nič premali. Če bi ti bili premali, bi te tiščalo. Kaj te tišči? Te tiščijo? Nič te ne tiščijo, veš? Čuj, nekdo te kliče tam. Ne, tu malo tišijo. Nič te ne tiši, ki te tiši, pokaže. Tu. Pa ne morete tiščati, če imaš taki prosti kralj. In kralji so zdravi. Kam pa jaz? V Blinci greš? Nisi slišala zdaj? Kaj je? Ajo. Glej, Malo me treba boli. mene tudi, glej. Probaj. A to pa ne? Ivanče, pridi, gremo se vleč. Ne bo se oblikal. Kaj pa zdaj? Ne boš te oblike oblikal? To? Ne boš kralja igral? Pridi. Ne, sem sedem nazaj dol. Si se vstetil nazaj dol, zakaj pa? Ker sem tako zmučen. Tako se zmučen. Kak je meni vroče. Res ti je vroče, če si na pol goli. Ne, samo da ne malo, Stol odloži. samo da ne tako zmučen. Zato pa daj na stol lepo. Pa ne gre gor, pomagaj mi. Tišči roke skozi. Ti mene malo heckaš, ali? Ne. Ne. Peter, ti se ne boš oblikal? Ne? Tudi vide. Moje, Roza. Maxi, Vida ima rumeno. lepo igral. Glej, Plač ni moj. Tvoj hlač. Nobenih hlač ni. Pa kjer je zel? Pa nič je odnesel, ja. Dobro, Lara, Romana. Ne. Luis, kaj pa tebi pravi? Ja, pajkica. Fajn, Ne, plač ni moj. Kako pa to naredi to? Kaj pa je to? Imaš že 30 pokrono. Peter, obuj se. Valerij pa ne, zaradi ortopedskih čevljev pada, veš? Dobro, ti bi bil preobut? Kaj imaš obuto? Copate bi imel? Da vidim, noge mi pokaži. Ja, sedi se, Peter, sedi se, da vidim. Imaš dobre lovske copate. Dobro je, da si lahko si daš tega, samo da vidim, koliko imaš veliko tega copata. Bine. Jezus, kako ga tolikega. Čekajmo, daj. Ali da specijalši se boji. Bojiše. Joj. Da pa daj copat gor. Če ne se še boji? Bojiše bo črne. So v redu? Ali so ti premali? Čakaj. Ne, malo. Veš? Dobro. Bojiše je črna bod. Okej. Malo bolj zrezano. Nas pa bine. Je ta navišna. Ajde, Perica, boj se še ta copat, no? Ko? Če to kaj rabi? Sanja ti boš kar pomislil. Pravi ječe. Peter, sezuj tenisko. Če ima etiketa še noter. Ja. To je napeče. Sezuj ti. Evo, zdaj pa nimaš več. Te vse moti. Vse to res mi tiče, veš, ker se ti lepi nazaj. Ja.
ti fali. Vredo. Kaj si že porihtan? Malo me boli trebo. Kako si mi povedal? Povej mi, če si oblečen. Si oblečen? Je to vse, kaj rabite? Ne, ti kak si. Jaz sem super, zdaj gledam, kaj sem končala. O, mačka, kak ste? Pa imaš vse napisano že. Vse imam napisano, evo, zdaj pa da vas jaz vidim. Evo, ojoj. Aj, še enkrat. Enkrat še, popa, krasno. Dobre, daj mi. Dobro, ti pa lahko nogo lahko malo premikaš? Lahko. Tak je kot kit. Zdaj mi drugo nogo še. Malo bolj mehke noge Toto nogo dol, zdaj mi daj tole gor. Mehke noge naredi. Kjero si imela toto? Boneča. Toto si imela zlomljeno? Ja. Ne, nič ne. Kaj pa je Irina rekla, bomo mogli kaj poviti to? Ne. Nič mora? No. Ne. Zdaj je dobra noga že. Zdaj je malo dobro nogica. Malo dobro. Dobra je nogica, dobra. V redu. To je zdaj ta mešanica. Smeha pa joka. Pa pol dobila. Ko ne moš locirati. Ni, ona ima. Ja, tako je to. Da. Hej, hej. Hej. Kaj je? Kaj pa zdaj? Malo vstala? Zdaj bo šla v smeh, glej. Malo za okus, ne? Ja, dobro. Okej. Čisto drugično. Nema. Tak, smo zdaj? Zdaj si me uspala. Glej, kak je dobro. Moram te spavati. Kak je dobro, daj mi odpri. Toliko, da ima malo okusa po sladkem. Smejo. Nemogoče je njeno stanje ustaviti zaradi tega, ker ona pač enostavno pada iz ene euforije v drugo, ne? In ko smo začeli delati, ne vem, ti se spomniš, kaki strahovi so bili, da bo ona v to euforijo padla, ko bo šla. In je se enkrat ful dobro pokrila. Ravno ko je pobirala rožice, je padla v totalni smeh, ne? Ni padla v jok in je bilo fenomenalno, ne? Tako da to je pač tisti rizik, ki ga pač nosimo, ne? Delali bomo kljub temu, ne? Ne znamo probali, pa če bomo dali zdaj, vse mogoče, ko bo zadnje sedela, da bo okej. Da bo se spomnila na igro, pa bo mir. Čisto potna, ne? Ja. Nekaj ni vredo. Bomo videli, ljubica, če pa ne bo šlo, pa jo danes prekinili. Pridi. Ti si še kar tu. Kraljevič, pridi. Da bo tvoj nazaj? Čak, druga vila. Vila vidi mene. Ja pa tretja vila. Ljubica moja. Včeraj glavu prala. Jaz tudi. Zato smo mi danes tako lepša v vseh ostalih, ne? Kak si? Bo dobro, kak pa si ti? Bo muzika. Bo, seveda bo. Zdaj pa greš ti Ivan z mano. Kje sva mi dva, na kateri strani odra? Kje pa smo? Da tu pride pri njih do enega svojevrstnega improviziranja, ki ga mogoče sama dramska tehnika niti toliko ne pozna, obča, ne? To je recimo improvizacija na osnovi nepopolnega povzemanja, ne? Oni enostavno zaradi svoje posebnosti ne morejo niti narediti imitacije takšne, da bi jih nekdo nekaj naučil kot takega. Oni vsako imitacijo, vsako navodilo, vse karkoli se da, prevedejo z svojo personaliteto, z svojim zaznavanjem in v bistvu non-stop kreirajo. Non-stop. Ne pride do, bom rekla, nekih takih
možnostih ponovitev, da bi lahko zdaj tu delali neke posnetke. Ne? To je neka unikatnost in vnese vsak tisti svoj del, tako bom rekla, od njih je nemogoče zahtevati, da se oni nekaj naučijo, če oni tega ne čutijo in če jim to ne ustreza. In delajo brezpogojno samo stvari, ki jim godijo. To je nekaj, ki je edino njim dopustno, ker enostavno drugače od njih ni nič, ne? Moja Lara, ti imaš mene rada, ne? Ja. Moja Lara. Lara, moja Lara. Ti imaš mene rada. Kaj je? Miška. Ne, Nari. Dobre volje sem danes. Jaz pa za tebe. Zdaj kot produkt, kot kvalitetni produkt, ne? Če zdaj gledamo za stroko, absolutno kvalitetni, da bi pa pridobili recimo na širši javnosti, to mnenje pa je potrebno tudi v Sloveniji priti do spremembe stališča med ljudmi. To se pravi sprejem drugačnosti, enega drugega videnja, videti tudi drugačno kvaliteto in če bi mi dvignili ta produkt na eno širino, neko medijsko pojavnost, potem bi seveda prišlo do hitrejše spremembe stališč v družbi, ne? Do večje tolerantnosti, do večje demokratičnosti in tak naprej. Ne? To pa je bistvo tega procesa. Ne? Se pravi, da sama igra, sam izdelek, ki nastane, sega od začetka procesa, to, kar je za njih kot tretma in potem po produktu kot feedback, kot povratna informacija na občinstvo, na celo družbo. Saj mi pa smo dejansko nevidni, ne? Ker oni hočejo, da smo nevidni. Oni so naredili svet v malem. To pomeni, mi imamo vse, mi smo sami sebi zadostni, pa ne zato, ker mi ne bi želeli ven, ampak zaradi tega, ker enostavno ne želimo drugim povzročati težav. Ampak ni v tem bistvo, zato ker če jim mi povzročamo težave, to pomeni, da oni imajo težave sami s sabo, da je cela družba bolana. Ne? In to je nesmiselno. Ne? Kako oni z nami več ne bodo imeli problemov, tudi sami s sabo ne bodo imeli več težav. In zato je treba enostavno ta svet združiti, ga v nekih segmentih, kjer se da preplesti. Jaz ne govorim o tistih stvarih, kjer to ni mogoče. Ampak na enem takem načinu pa to je možno. Zdaj, marginalna skupina, mi smo ideološko marginalci. Finančno ne, finančno smo mi znanstveno potrjeni, mi smo polnopravni člani družbe, mogli bi biti opazni, mogli bi biti slišani, mogli bi biti vse čeprav na repu, ampak vendarle, ne. Kar se pa tiče, bom rekla, z momentom občutja ali pa z neko ideologijo, pa smo marginalna skupina. Noben ne želi razmišljati v družbi o težavah, o problemih, o boleznih, o invalidnosti. Kam nas da? Noben tega ne želi. Vsak ima rad popoln svet. Ja. Tako da smo marginalci, ne? Seveda smo. V vsakem primeru, ne? Segregiranci, izobčenci. Ne? Nekdo, ki troši, pa nič ne da od sebe, ne? To je to. Ampak mi damo nekaj od sebe, ne? Tudi skozi naš proces dela, tudi skozi to bi se videlo, da se da feedback, doprinesejo k večjemu razvoju družbe ali pa kvalitete ali pa ne vem kaj, ne? Da niso samo potrošniki, ne?
Tega pa še nisi videl, veš? Samo zakaj nisi ga videla, kak Tega je? še ni bilo, ker so ga zdaj kome naredili. Ni še bilo tega filma. Zdaj ga bomo prvič pogledali, veš? Kdaj pa? Zdaj, točno zdaj. Ivan, ja? Bilo je mnogo let nazaj, v deželi sonca in sanj. Višave tam segal je veličasten grad, v katerem živeli so kralj, kraljica in dvorjani. Kralj in kraljica se iz srca ljubila sta. Samo brez otrok sta bila. In zato zelo žalostna. A nekega dne kraljica prelepo dete, princesko, rodi. In njuna žalost se v nepopisno veselje spremeni. Veliko slavje ob rojstvu princese zajela je kraljestvo vso. Vse so bile povabili, le na staro sitno coprnico pozabili. Ta coprnjača je zato na malo princeso prenesla hudo zlo, tako da je zavreščala v njo. Ko bo stara 18 let, te bo zaspal bo ves vesti svet. Kralj se je razjezil in staro coprnico napodil. Dobrim vilam širnega neba pa zapovedal je varovanje princese, pa če tudi do konca sveta. Tako je kraljestvo živelo naprej. V slogi ljubezni in veselju v deželi tej. Princesa se je igrala in plesala, pomlad, poletje in z njo cvetje, spremlja prelepo princesino petje. Veliko jesenskih in zimskih dni, v toplini in sreči, princesa živi. Ko minilo je 18 let, je iz otroka prelepa mladenka postala. Ampak princesa je plesala in plesala in se smejala. Princesa je plesala, plesala.
Kralj je plesal s princeso. Kraljica je plesala s princeso. Tudi vile so prišle in plesale s princeso. Ves dvor je plesal s princeso. Usodnega dne, kljub straži vseh vil sveta, udari coprnica stara kot strela z neba. S strupenim bodalom zabode princeso, se zavrti in izgine v tla. Za coprnica vsa sled zbledi, le princesa mlada negibno obleži. Dobre vile žalost zajame. Palčko čarobno, vse prebivalce gradu, spanje zazibljajo opojno. Grad naj oživi šele tedaj, ko zbudi se princesa in z njo spet smeh in sreča. Minilo je mnogo let. Grad preraslo je grmavje in trnje in gozd zaklet. Mučna tišina in piš vetra sta spremljala ljudi v snu in žalostni spev princesinega spečega srca pošiljal je upanje tja daleč onstran grajskega sveta. Po deželi konjiča je jezdil kraljevič mlad. Iskal si je ženo, s katero okusil ljubezni bi slad. Vse gradove, gradiče in hiše je pregledal, vendar prave deklice nikjer ni zagledal. Nekega dne prijezdi do grajske goščave. Tu ga čuden hlad zajame. Kraljevič pomisli. Tako je bilo še kar streseno, na gozdalca, na vnese. Vendar pred trnjem obstal je vranec, ni se pognal čez drnin klanec.
na žalostni spev iz daljave. Kraljevič je pozoren postal. Izvlekel je meč in trnje razklal. Previdno odprl je grajska vrata velika. In prikazala se grozna je slika. Vsi dvorjani, kralj in kraljica negibno ležijo in trdno spijo. Na koncu grajske sobane zagledal je posteljo in princeso spečo. V hipu njen obraz je tako ga prevzel in očaral, da nobene druge mladenke več za ženo ni maral. Se k njenemu nežnemu obrazu kraljevic skloni in svoje ustnice na njeno lice prisloni. Ves grad se strese, ko začliši se strašen pok. V trenutku izgine coprnični urok. Princesa je odprla prelepe oči, kot da ni spala, se ji zazdi. Vsi naenkrat so kraljeviča začeli trepljati, saj so tudi oni prenehali spati. Kraljevič prelepo mladenko prosil je, da za zmeraj z njim bi ostala. In tako je princesa kraljična postala. Kdo fali? Ne! Jej! Da. I heard heavenly sound, a magic feather I found, not for tales as in lies, in the dark, I have one wish and nothing more will come true when I know how to store. As I stored sometimes before, but now I'll stay below, as I would like to grow. I heard heavenly sound, a magic feather I found, not for tales as in nights in the dark. I heard heavenly sound, a magic feather